pozdravljeni v moji družbi. Zami sem Teja in za vas bom pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec marec 2021. Jaz sem karte že lepo zmešala, tako da bomo kar začeli. Zdaj, preden začnemo, bi rada samo še povedala, da so to splošne napovedi, zato ni nujno, da je vse namenjeno točno tebi. Sprejmi tisto, kar se poistoveti s tabo, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Evo, zdaj s temi kartami bomo pogledali najprej v splošnem mesec februar. V bistvu pogledali bomo splošne energije za vsak teden posebej. Prva karta bo nekako zajemala cel februar, nekako tisti glavni dogodek v februarju, tako da boste lahko videli, na kaj se v bistvu nanaša celotna napoved. In kot osrednjo karto meseca februarja imamo sedmico novcev. Prvi teden marca imamo petico mečev, drugi teden marca imamo šestico palic, tretji teden marca imamo trojko mečev in četrti teden marca imamo karto stork. Ok, zdaj bomo pogledali še dogodke, torej najprej dogodke od meseca februarja in potem še za vsak teden posebej. Spodaj imamo še eno šestico mečev, kar pomeni, da v bistvu nekako boste biki nekako v podzavesti boste čutili neko zmago. Všeč vam bo, ker bojo, mislim, ja, v bistvu bomo kar tle končali. Čutili boste neko zmago v podzavesti. Dajmo pogledati, kaj točno se bo dogajalo. Oziroma, dajmo pogledati najprej mesec februar, kaj se je dogajalo. Ok, tle imamo zmirnost, dvojko kelihov in devetico kelihov obrnjeno. Torej, februar je videti, da ste v bistvu, da so se že začeli kazati neki rezultati nekega projekta oziroma nečesa, kar pač počnete. Čutili ste neko stabilnost, nekako stvari so se vam nekako začele odpirati, začele so dozorevati ali kaj v tem smislu. Zdaj, kaj se pa je dogajalo, tukaj je videti, ok. Torej ja, vi imate v bistvu nek cilj, ampak ta cilj je verjetno nekako ful postavljen v prihodnost, torej ni še tako blizu. Nek dolgoročni cilj, neko željo, ki bi radi, da se zgodi enkrat v prihodnosti. In verjetno v bližnji prihodnosti. Zdaj videti je, da v tem tednu ste nekako našli neko ravnovesje. Našli ste nekaj, kar vam lahko pomaga v bistvu priti do tega končnega cilja. To je lahko neka druga oseba, lahko pa je tudi pač v bistvu neka združitev v neki situaciji oziroma nekaj ste prejeli, nekaj ste spoznali mogoče. In videti je, da ste v bistvu že ponosno, nekako čutite ta ponos, čutite tisto stabilnost, mirnost, da boste prej ali slej prišli do tega cilja. In vaša lekcija v mesecu februarja je prikazana z pažom novcev in devetico novcev. Se pravi, vaša lekcija je bila tukaj, da nekako niste jemali teh situacij preveč resno, da vaša lekcija je bila, da ste nekako zbudili tisto otroškost v sebi, nekako, da ste drugače pogledali nek problem, ne tako resno, ne tako odločno. In tukaj je bila tudi vaša lekcija, da prepoznate, da ste v bistvu našli nekaj, kar vam bo pomagalo iti naprej. To je recimo nekako povzetek februarja. Zdaj, v prvem tednu februarja imamo tukaj petico mečev. Ta karta nakazuje na neke konflikte, na neka nesoglasja oziroma izkazovanje neke moči. To ni mišljeno kot fizična moč, ampak bolj moči kot, da se zavedate, da lahko nekaj dosežete. In tukaj boste nekako hoteli pokazati ta svoj, nekako boste izrazili to jezo, ki jo držite v sebi. Ampak dajmo pogledati, kaj se bo točno dogajalo. Imamo trojko palic obrnjeno, paža novcev in kolo usode obrnjeno. Zdaj to v februarju, ko ste v bistvu videli, da se bližate vašemu cilju, je videti, da v začetku marca, da boste v bistvu že nekako pripravljeni na to, da greste naprej. Tukaj bo v bistvu bo potrebno počakati samo še na pravo priložnost. In ta priložnost bo prišla že nekje v prvih dneh marca. Se vam lahko pojavi.
ampak hkrati ta priložnost vam bo popolnoma spremenila, no, ne bom rekla popolnoma spremenila življenje, ker ne bo za vse bike tako intenzivna, pa zdaj ne bo bolj, zdaj ne bo manj, ampak zagotovo bo spremenila v bistvu energijo v tej situaciji ali pa v tem odnosu, ki ga imate. Dajmo pogledati še lekcije, pa nam bo mogoče malo bolj jasno. Tukaj imamo kralja mečev in paža kelihov. Ja, to je točno to, kar sem prej govorila, v bistvu, da boste hoteli izraziti to svojo jezo. Ampak mogoče ne bo to, absolutno ni to mišljeno kot neka agresija, ampak jeza kot neka čustva, ki si jih držal dolgo časa v sebi, v bistvu daš na površje in takrat v bistvu te ne zanima, kaj si mislijo drugi, ampak enostavno poveš tisto, kar ti leži na duši, ker daš to ven iz sebe. In to nekako mislim, da bo vaša lekcija v tem tednu, ampak hkrati morate ohranjati tisto čustvenost. Pomembno je, da ostanete, da se zavedate vaših čustev, da ne, mislim, da ne date preveč energije na tisto negativno, ampak da ostanete sočutni, da nekako v tej situaciji odreagirate, pokažete svojo jezo, ampak hkrati ostanete nekako prijazni, ne vem, tako, nekako takega, nekaj takega mi recimo pride na pamet. Te karte sem imela kar sem kaj. Zdaj v drugem tednu pa imamo šestico palic. Šestico palic smo imeli že tukaj spodaj, se pravi, v drugem tednu boste dosegli vi neko zmago. Karkoli, s čimerkoli se boste tle ukvarjali, tu bo prišla potem v prvem tednu bo prišla nekaj se bo spremenilo, zasuk usode in potem vas v bistvu čaka neka zmaga. Tukaj se bo začele stvari lepo odvijati. Imamo sedmico mečev, pravico in viteza mečev. Vidite, da boste tukaj si vzeli tisto, kar vam pripada, biki. Tukaj boste v bistvu ta dogodek, ki vam bo na nek način spremenil življenje ali pa to situacijo, vam bo pomagal, da v bistvu vam bo pomagal, da si vzamete tisto, kar vam pripada. To ima zdaj ful znamen, tole, da dobiš nekaj, mislim, ful vpogledov, ki sem naredila, so imeli tako, da v bistvu, da si vzamejo nekaj, kar jim pripada. To mi vedno, to bo nekako, v bistvu vse se nas bo to dotaknilo. Imam tak občutek. Ampak pač pri vsakemu v drugačni situaciji in v drugačnem času. Torej enim prej, enim kasneje. Torej tukaj vidite, da boste v drugem tednu vsi vzeli tisto, kar vam pripada in karta pravica govori o tem, da bo pravica zadoščena. Se pravi, da to, kar da boste postavili svoje življenje nazaj v ravnovesje. Se pravi, to, kar ste tukaj povedali, kar ste spravili na dan, vam bo pomagalo, da vaše ravnovesje pa pride v neko ravnovesje. In s tem boste dobili hkrati tudi neko energijo in moč, da tukaj nekaj iz preteklosti. Ta karta mi zaenkrat še ni čisto jasna. Dajmo pogledati lekcije, da vidimo. Tukaj imamo visoko svečenico in desetnico mečev. Kot prvo, vaša lekcija je tukaj pomembna, pomembno je, da v tem tednu zaupate vaši intuiciji. Se pravi, če dobite nek navdih, kadar vam pride nekaj tako, da bi povedali, da to poveste, torej, da nič ne zadržujete v sebi, da če dobite neko idejo, da zapišete na papir, če dobite navdih, da bi šli nekam, da greste tja. Torej, ful je pomembno, da zaupate temu notranjemu glasu, ki vam nekaj govori. In ta glas mi ponavadi vedno ignoriramo, ampak v tem tednu je zelo pomembno, da mu prisluhnete in da upoštevate. Zdaj, ko se bo zgodila to ravnovesje, ko bo prišlo do te pravice, ko bo stvar nekako padla v neke normale spet, je tukaj videti, da boste vi dobili neko moč. Nekako boste hoteli nekaj še razčistiti iz preteklosti. S tem ravnovesjem boste vi dobili neko zavedanje, neko jasnost, kaj se vam je mogoče v preteklosti zgodilo, kar ni bilo pošteno in to boste nekako, vaša lekcija bo, da to nekako še enkrat mogoče zaključite. Oziroma tukaj bo potrebno dati ta čustva ven. Nekako tako vidim, čeprav ne vem zakaj, pa bomo videli mogoče zdaj. Ja, zdaj v tretjem tednu imamo trojko mečev. Tukaj lahko pride do nekega razočaranja.
ali pa bo prišla na površje neka resnica, ki vam ne bo prijetna. Dajmo pogledati, kaj točno se bo dogajalo. Imamo asa novcev, dvojko novcev in svečenico. Ja. Zdaj tako, kot jaz vidim tukaj v kartah, je videti, da boste v tem drugem tednu dobili neko moč in samozavest, da razčistite še nekaj iz preteklosti. Ampak v tretjem tednu se vam pa zgodi neka nagrada. Torej, nekaj boste dobili. Mogoče je to neka finančna nagrada, lahko da je to neka nova pot ali pa neka nova situacija. Ampak če se boste vi tukaj preveč ukvarjali s to preteklostjo, je zelo možno, da boste to priložnost zamudili. Zato je ful pomembno, da tukaj, ja, okej, razčistite to, kar imate za razčistiti, ampak ne teh čustev vleči naprej. Ko enkrat zaključite, dajte zaključiti in potem se vam v tretjem tednu pojavi neka lepa priložnost. Ta priložnost bo lepa, ampak hkrati vam bo tudi dala neke dvome, ker bo v bistvu potrebno se nekaj odločiti. Prišlo bo do neke ful pomembne odločitve. To je tako, recimo, jaz bi dala en tak primer, da ne vem, pač nekaj si želiš in potem se ti nekaj uresniči, ampak se ti ne uresniči na tak način, kot si mislil ali pa kot si pričakoval. In potem si tule v tej dilemi in imaš to neko odločitev, kaj se zdaj odločiti, ali bom to sprejel, mogoče ni to, ampak naj sprejmem ali naj ne sprejmem. In spet bo pomembno, da prisluhnete vaši intuiciji. Vaša intuicija vam bo dala tisti pravi odgovor, ki ga tukaj potrebujete in točno boste vedeli, katero odločitev izbrati. Torej, tukaj je pomembno, da nekako prisluhnete vašemu srcu, kaj govori vaše srce. In nekako si predstavljajte izid v prihodnosti, če se odločite za eno opcijo ali pa za drugo opcijo. Nekako v kratki meditaciji si samo predstavljate, kaj čutite, da se bo zgodilo, če izberete opcijo A ali pa opcijo B. In na podlagi tega, kakšen občutek dobite ob misli na prihodnost, na podlagi tega potem izberete tisto pravo opcijo. In da vidimo še lekcije, imamo 10 kelihov in 5 mečev. Ja, okej. Vaša lekcija tukaj bo ta, da bo prišla v vaše življenje neka velika nagrada. Neka lepa izpolnjena želja, ampak ta priložnost, ki bo prišla, mogoče ne bo izgledala taka, kot ste si jo vi predstavljali. In to vas lahko zmede. In pomembno je, da v bistvu tukaj naredite to vajo, kot sem vam prej opisala, torej si predstavljate izid in se odločite za tisto odločitev, ki jo začutite v srcu, da je bolj primerna. Ampak ta odločitev se verjetno ne bo zdela tako dobra navzven. Navzven bo delovala mogoče nekaj, kar niti približno ni to, kar ste vi pričakovali. Ampak pomembno je, da ne poslušate teh vaših notranjih strahov in konfliktov. To je ta karta. Tukaj imamo 10 kelihov, ki je karta uresničenih želja, tukaj pa imamo 5 mečev, ki je nek konflikt. Torej, te konflikti bojo znotraj vas. Vi boste dvomili v to, ali je res ta odločitev tako dobra. Imeli boste ful teh dvomov, ampak te dvome boste mogli nekako premagati, poslušati svojo intuicijo in res upoštevati intuicijo, ne ego. Ego je tisti, ki ga je strah, ego je tisti, ki ravna na podlagi tega, pač boji se, pač v glavnem nekako ravna z strahom. Naš notranji glas pa vedno gre proti tisti opciji, ki je najboljša za nas. Tudi če navzven ne deluje tako. In to boste nekako, v bistvu to bo vaša lekcija in to boste nekako mogli spoznati in izbrati pravo možnost. In potem imamo karto stolp v 4. tednu. Zanimivo. Ja. Vse odvisno, kako se boste tukaj odločili, ampak jaz mislim, da če se boste prav odločili, vas v 4. tednu čaka v bistvu neka taka neprijetna situacija, ki je v bistvu ful dobra. Navzven bo delovala neprijetna, ampak ko se bo prah polegel, boste videli, wow, to je bilo v bistvu najboljše, kar se lahko zgodilo.
Dajmo pogledati, kaj se bo to dogajalo. Torej, tukaj imamo 4 kelihov, imamo 7 kelihov obrnjeno in 10 novcev. V bistvu ta priložnost, ki jo boste potem izbrali, tukaj videti, kot da bo v bistvu ne vem, tukaj zdaj, tako kot vidim to karto, mi v bistvu prav lepo piše tisto, kar sem prej govorila. Torej, vi boste imeli eno opcijo, ki se bo zdela boljša, in eno opcijo, ki se bo zdela brezvezna. Se ne bo zdela tisto, kar ste vi hoteli. In nekako vse vas bo sililo proti temu, da izberete to opcijo, ki ne deluje tako dobra. In nekako boste čutili tisto neko, te konflikte, ki jih boste mogli premagati, da v bistvu izberete tole opcijo. Ne tele, ampak tole, ker ta opcija je prava, čeprav se ne zdi, je v bistvu ta opcija prava. In zdaj, potem pridejo pa tukaj neke nove možnosti. Aha, okej. Jaz mislim, da bolj kot boste odlašali, slabše bo. Težje se boste odločili. Tukaj jaz mislim, da bi se mogli odločiti kar dokaj hitro in sprejeti to odločitev, ker ta odločitev je tista prava. Vkolikor ne boste bili dovolj samozavestni, vkolikor boste dovolili, da vas te dvomi in strahovi preveč omejujejo pri odločanju, se lahko zgodi, da bo potem odločitev še težja. Zato je ful pomembno, da v bistvu prisluhnete svojemu srcu in se odločite za to opcijo, čeprav kaže, da se ne bo zdela tako dobra. In če vam uspe, zagotovo vse bike čaka na koncu meseca neka, vse bike, pač vsaj vse bike, ki gledate to napoved, vas čaka neka lepa nagrada. Zdaj, kako velika bo ta nagrada, odvisno od tega, kako se boste tukaj odločali in če se boste na koncu odločili za pravo odločitev. Dajmo pogledati še lekcije. Imamo karto zaljubljenca in karto zvezda. Ja, v bistvu te dve karti sta obe karti iz velike arkane. In na nek način nakazujete na neko zelo pomembno situacijo v vašem življenju. In tukaj imamo v bistvu tudi kot osrednje energije karto stolp, ki je prav tako iz velike arkane in nakazuje na to, da bo ta teden za vas zelo pomemben. Dogodki, ki se bodo dogajali, ne bojo izgledali nič pomembnega. Navzven bo delovalo vse tako vsakdanje, ampak ti dogodki imajo v bistvu v sebi neko ful večjo moč, ki vas lahko pripelje do nekega res lepega cilja. Tukaj boste dobili neko upanje. Pomembno je, da tukaj izberete tisto pravo željo, ker to vas bo povezalo z neko notranjo močjo in energijo, da v bistvu vi lahko, da boste pol dobili neko upanje, da se vam lahko uresniči neka velika želja. Nekako tako. Bik je ful zanimiva napoved je to bila, moram reči, da sem prav uživala v interpretaciji, upam, da ste tudi vi. Če ste, definitivno mi stisnite kakšen like. Rada bi se zahvalila tudi vsem donatorjem, ki ste prispevali v moj kanal. Evo, tole, kvaliteto smo že malo izboljšali, delam še na tem, da jo še malo nadgradim, ampak počasi bomo šli korak po koraku. Hvala, ker ste bili v moji družbi in se vidimo potem čez en mesec z novo napovedjo.